enkrat mi je ena od najnih skupnih nekdanjih strank izjavila, ne, češ, kaj pa vi, ne? Se vi se itak cel dan samo okoli fjakate. Ja, seveda. Dejansko je, ne. To, če pogledamo, je res. Vse, cel dan se fjakamo. Mislim, lahko bi se tudi več kot cel dan, lahko bi se tudi še celo noč fjakali, če bi delali, če bi upoštevali vse normative, prometne predpise pa standarde predelov, protokole in to, ne, bi potem definitivno delali in cel dan in še po noč. Mislim, kar se tega tiče, vožnje je velik, ne. Zadeva poteka, kakor sem rekel, ne, od 8 ur do 12 ur. In si praktično večino svojega delovnega časa preživiš v avtu. Preživiš v avtu pa pod raznimi pogoji, ki se dogajajo na cesti, vremenskimi pogoji, plus tega, da je treba še računati na to, da mi nismo počasni vozniki, da smo zelo navezani na čas, se pravi, imaš ob določeni uri praktično nalogo, da ti prideš do te stranke, da pobereš pa ni gotovino, da jo odpelješ na banko. Vmes imaš pa še dosti drugih stvari, ki recimo niso vezane na čas, ampak jih vseeno moraš narediti praktično do tega časa, ne. In, bom rekel, kar se tiče vožnje, je po eni strani, zdaj čisto odvisno tudi od človeka, ne. Nekaterim to predstavlja napor, se pravi, počasni vozniki nismo, ne. Delo je zelo dinamično. In je čisto odvisno od samega posameznika, ali to delo sprejme ali ga ne sprejme, ali uživa v tej dinamiki dela. Nekateri pridejo pa uživajo samo v hitrosti. Torej, če bi mogel narediti lestvico, recimo, kar se tiče lestvice najslabših oziroma najbolj groznih voznikov, po Ljubljani najprej so dostavljalci hrane, potem so zame taksisti, potem smo pa že mi. Ne, mislim, spravilo, saj sem rekel, to je čisto odvisno do vsakega posameznika, ker mi ne moramo dajati zdaj vse v isti koš, ne, ker saj veš sam, ne, imaš skupino ljudi, ki je pridnih delavcev, pa imaš v tej isti skupini, ali pa recimo v tej isti firmi, ne, skupino ljudi, ki niso dobri delavci, ne, tako je isto, kakor to je isto tudi pri taksistih, pri varnostnikih, prevoznikih. Mislim, tako bom rekel, zdaj nekateri razumejo, pa obvladajo promet, pa vožnjo, nekateri pač to jim ni usvojeno, da bi to imeli v krvi. Tako da je čisto odvisno. Se pravi, to je delo, to je praktično delo za tistega, ki ga privlačijo take zadeve, ki razume, ki želi praktično malenkost več adrenalina, malenkost več gibanja, pa možganske funkcije, da ti delajo na polno, ker se pravi, tukaj pri tem delu, če ti voziš 100 km/h po ljubljanskih cestah, ti morajo možgani delati na 200%. Če nočeš nobenega povoziti ali pa da bi naredil kakšno prometno nesrečo, ne. Ti morajo možgani delati, motorične sposobnosti, refleksi ti morajo biti na maksimumu. In to je praktično tisto najbolj težavni del tega posla. Fizično delo ni, ne, kot je recimo to psihično delo, ta psiha tega non-stop kalkuliranja, a boš prišel tam, tlele je gužva, če grem zdaj po tisti cesti, a bom prišel do kje, potem lahko še kaj drugega naredim, medtem ko bom potem šel na tretjo stran, pa to. Mislim, tlele je glavna skozi matematika in to je tisto, kar te najbolj utruje pri tem delu, ne. Se pravi, kar se tiče fizičnega dela, fizičnega napora, ni razen to, da obračaš volan, cel šiht, prestavno ročico, da prestavljaš. Pa dobro, ajde, poslušaj. Pa kufer moraš tudi nositi. V redu, dobro, kufer nosiš, ampak to spet ni test, da bi zdaj lahko karakteriziral, da je to nek fizični del, ki je kontinuiran, ne. No, ampak tule lahko tudi še v bistvu razbliniva oziroma ovrževa en mit, ne, ko v vseh filmih priklenejo kufer na roko, ne, kar je totalna neumnost, mi tega ne počenjamo. Ja, sem dobro zgleda.
Ja, fajn pa zgleda. Ja, fajn zgleda. Mislim, se veliko stvari... Dobro zgleda. Tako, ja. Tako. Ampak bi se pa vrnil na to, kar si ti rekel, ne? Ko si me uvajal, se točno spomnim, ko sva prišla iz Šiške proti centru, si rekel, pet na ta semafor, ne, pet na onga, ne, gremo na onga. Ja, zato, ker ta je prej. Tako videl, je. Evo, in sva šla potem desno in res se je pržgal prej, ne. Tako je, ja. Tako da v bistvu res kalkuliraš že vnaprej. Ja, ja. Ne, tu se čaka, tu se ne čaka. Spomnim Tako. Potem se še spomnim enega dobrega nasveta od mojega nekdanjega sodelavca, ki je rekel, no, Lisac, če gremo zdaj tule proti Viču, katero ulico bi uporabil, sem rekel, valjda po Tržaški, ne? Je rekel, ja, glej, ko je gužva, grejo vsi tam, torej, gremo vzporedno, ne? Ja, seveda. No, mislim, dobro, to so zdaj take čist banalne zadeve, ampak dejansko je tako, če ne pomisliš na to, pa če, ali pa kjer semafor se bo prej pržgal, potem se ti pač to lepo sešteva v 12 Ja, seveda. Problem je v tem, ker ljudje mislijo, prevoznik gotovine, on hod, mislim tam, se lepo počas pelje, ima čas za vsako stvar. Ja ne, nimamo časa. Urniki so tako sestavljeni praktično na idealne pogoje, se pravi idealne vremenske pogoje, idealne cestne pogoje, zmer so bili pa te cestni pogoji, ki so se delali te urniki, se pravi delovni nalogi, so bili sestavljeni julija, avgusta, takrat, ki je, ne vem, 50% manj populacije v Ljubljani ali pa kjerkoli okrog, in so na podlagi tega so sestavljali urnik, mislim, delovni nalog, ki ga moraš koristiti čez celo leto, ne. Ja, se spomniš, ko sva se fjakala, ker midva sva se šihtala in sva imela eno relacijo tamle še, no, Tuhina, kaj? Tako, ja, pa tamle čez on klanc tam gor, ko je zapadel sneg, je tista bližnjica kar odpadla in sva lahko šla lepo okoli po lokalnih cestah do Trojan. Jaz se spomnim enkrat, to je bilo 4-5 cm snega in si se mogel znajti, še vedno si imel pa seznam ni bil nič krajši. Ja, se to je to. Praktično ti je takrat še daljši, ki ti ne izpolnjuješ normo, ne. Se pravi, ne prideš v 15 minutah do določenega kraja, ampak boš ravno 45 minut, ne. In te časi se ti pa seštevajo, ne. In se pravim, ljudje tudi, veliko ljudi tako razmišlja, prevoznik to, se lahko ustavil, ta lahko dela kar hoče, pa ne vem kva še vse, ne. Mi imamo isto, tako kot vsi ostali, pol ure malce. Teoretično. Recimo, ne, napisana je, in zdaj je samo odvisen od tvoje hitrosti dela, koliko si ti hiter in kakšni so pogoji na cesti, ti omogočajo teh pol ure pauze. Če se karkoli zgodi na cesti, prometna nesreča, kolona, ne vem, pride dež, takrat, ko pride dež, se hitrosti po cestah se spustijo za 50% in ti si brez pauze. Dejansko delaš cel dan brez pauze. Ja, ni res. Saj, ko je rdeča luč, lahko hiter pogledaš eno jabolko. Lahko, ja. Podeljen odložiš in potem na naslednji rdeči luči spet malo poješ. Tako. To je tipično prevozniško prehranjevanje, ko je gneča.